Vse karte spremenijo v srčevo desetko. Ko je zdaj Magic, lep pozdrav še na novem videu. Kaj naj vam rečem, en mesec nisem bil aktiven na YouTubu in imam en tak velik razlog za to. Zdaj, preden začnem, bi rad v bistvu zaželel vsem, da ste varni in zdravi, držite se skupaj. Zdaj smo v takih težkih časih, tako da se mi zdi, da če smo povezani in če držimo skupaj, bomo lahko šli čez to. Za vse tiste, ki ste se spraševali, kaj se dogaja, zakaj ne objavljam več tu, kot sem včasih, imam v bistvu en tak tehten razlog. Zdaj ne bi rad tako predolgo vezal, pa zdal svoje čustva ven pa tako, ampak se mi zdi, da prav, da vam sam povem eno stvar. Sem v bistvu naredil stvar, ki sem si želel od malih nog, in sicer tisko imate neko dolgoletno željo in se vam potem uresniči, in meni se je sedaj uresničila ta želja in zelo sem vesel, da vam lahko končno delim to skrivnost, ko sem jo dolg časa držal. To vam lahko sedaj končno povem, spravi ekskluzivno, ker sem zdaj zadnje 2-3 mesece sem v bistvu res delal sam na tem, da odpiram svoj Magic Shop. Ste mi pisali, Aleksandar, ki lahko karte kupim, ki lahko podloge kupim, ki jaz bi še učil še več trikov, in zdaj imate možnost, ker vam bom sedaj na kratko razkazal v bistvu najprej moj nov prostor, kjer bom posnel, oziroma večinoma bom tukaj snemal v tem mojem novem prostoru, ker sem se mogel v bistvu preseliti, zaradi tega, ker imam neke vrste sedaj pisarno plus skladišče zraven. Zdaj vam bom na kratko pokazal, oziroma malo boste videli, kako to izgleda. Ja, nič, dajmo si pogledati. V moji pisarni, zdaj vam bom na hitro pokazal sam, kak sem si v bistvu splaniral oziroma organiziral svojo novo pisarno. Stvar, ko priješ noter, hladilnik. To je zelo pomembna stvar, zaradi tega, ker imam tukaj noter vso pijačo, vodo itd. Tukaj sem si v bistvu naredil en tak bol, kjer imam neki par svojih kart, ker v bistvu vse karte sploh niso šle gor, ampak sem dal v bistvu te svoje najljubše karte, ki sem jih dobil na kakšnem kongresu, pa kupil, pa tako naprej. Tu imam eno ful dobro sliko, ki že imam kar nekaj časa pri sebi, od enega umetnika iz Koreje. Tukaj v bistvu tak bolj varianta lounge, se pravi, da ko pride kak recimo, ne vem, če imel kakšne inštrukcije ali pa kaj, ali pa kakšne sestanke, tu se lahko v bistvu ljudje usedejo, malo čillajo in tako. Fantastična slika, ki se mi zdi, da res poživi prostor. Tukaj bo potem zdaj še, tu gor še pride televizija, tako sem rekel, še postavljam prostor. Ura, to je pa v bistvu pisalna miza, kjer pač delam vse te stvari, snemam, urejam itd. Tukaj imam ta ring za snemat, tukaj je pa v bistvu tak box, kjer bom potem slikal izdelke, se ga lahko pržgem. Aha, ni noter pržgan. Ja, cool. V glavnem, to je v bistvu en tak box, noter sej vsi tisti, ki se ukvarjate s fotografijo, tako poznate to verjetno, tako da to je to. In tukaj za mano, tu je pa, zdaj moram to luč ugasniti, ne bom mogla. Tukaj za mano, tukaj se pa skriva pravi del, tukaj se bo v bistvu vse dogaja, neke vrste, tukaj zadaj se skriva skladišče, tukaj gor bom dal še svoj logo, zdaj ga še čakam, ker mi ga printajo, tako da gremo si pogledati. Tu je skladišče, tukaj imam skladišče kart, podlog, tukaj so razni triki, lahko vam pokažem, kaj se imam tukaj zložen, denarnice, trike, striper, svengali, karte in tako naprej. Tukaj se zdaj ful hude nove nalepke dobijo, tako da vsak, ko bo naročil kaj, bo dobil eno tako ful hudo nalepko. V glavnem, tukaj imam še pol tem vse vrste kart, tajli ho, kobak, tu so specialne karte, tako naprej, triki, tu so malo bolj večji triki, iluzije,
pa tako naprej. In tukaj je pa v bistvu še prostor, ki ga moram še narediti, zdaj ga še nisem, ker še v bistvu delam malo. Ampak ja, to je v bistvu neke vrste skladišče. Tako da zdaj še v bistvu urejam, ni še to finalno, ampak nekako sem si v bistvu zamislil, da imam več snemalnih sten, se pravi ena snemalna stena bi bila ta od zadnje, sem zdaj še ni poštimana. Tu bi imel skladišče, pol ena snemalna stena bi bila tam na kavču, nasproti kavča, od zadnje tam, ko so karte in tako. Tako da imam v bistvu za snemanje tečajev. Tako da to je to, v bistvu bolj kot ne. Tako smo začeli smo počasi, pa upajmo, da bo to nekako delovalo. No, jaz srčno upam, da nam bo uspeli in ratali nekako prodreti in vam dostaviti najboljše izdelke in seveda vam nekako dati najboljšo uporabniško izkušnjo. Tako da zdaj bomo pa se trudili, zdaj gremo pa delati. Ja. Res sem vesel, ne znam sploh opisati z besedami, da mi je to uspelo. Imel sem ogromno pomoč zraven, da smo nekako postavili sedaj nekako svoj shop, tako da zdaj, če imate priložnost, lahko greste si ga pogledati prvič. In pa še rekel še eno stvar, da rabimo še kar vaš feedback, zaradi tega, ker smo mali in še rastemo in rabimo v bistvu neko vašo podporo, ker največ nam pomeni vaš support, ker lahko samo z tega se lahko še bolj zrastemo. Tako da, če boste šli na spletno stran, če imate kakšno pripombo, mogoče kako mnenje, kaj bi lahko izboljšali, kaj vas moti, dajte dol napisati v komentarje in definitivno vas bomo upoštevali. Tako se rekel, smo na začetku rastemo in ja, res sem vesel, vse mogoče se mi vidi, kak sem vesel, ne, noro. Pa seveda, ker imam ogromno spet časa za kreacijo in snemanje novih videov, lahko pričakujete v naslednjih tednih in tudi dnevih, bom se v bistvu potrudil, da bom res sedaj bolj aktiven na YouTubeu in res vam bom probal pokazati. Bi radi videli en hud trik? Čakaj. Pazite ta full cool trik, oziroma bolj je star trik, ampak vedno me impresionira, zdaj vam bom na hitro pokazal. Tukaj imam karte, vse karte so različne, kot vidite. Zdaj si moramo eno zbrati, recimo, dajmo si vzeti to karto, zapomnite si jo, močno mislite na njo in bodite sedaj zelo pozorni, zaradi tega, ker se bo sedaj ta dama spremenila v to vašo izbrano karto. Gledajte damo, če grem sem nekako tako čez, pihnem, lahko se sedaj dama spremeni v srčevo desetko vašo karto. Dober trik, ne? Ne samo to, če tlesem s prsti, lahko se sedaj čisto vse karte spremenijo v srčevo desetko. Hodil sem vam pokazal en tak hiter trik. To je v bistvu enih izmed prvih trikov, ko sem se naučil, by the way. Reče se mu pa Svengali karte. Lahko se jih pogledate, dol imate link, če vas slučajno zanima. V glavnem, Magiki, res sem vesel. Zdaj pa imam eno veliko prošnjo za vas, to bi mi res pomenil, ker tako se rekel, to vaš support mi največ pomeni. Če imate mogoče 3 minute ali pa sekundo ali pa 5 minut časa, pejte gor na stran, pa res dajte mi podati mnenje, povejte, kaj si mislite, mogoče kaj bi spremenili in tako. Plus zraven bi pa bil ekstremno vesel, če bi lahko delili to mojo novo spletno stran na vaših socialnih omrežjih, lahko je Facebook, Instagram, TikTok, kjerkoli. Tako se rekel, feedback je ful pomemben, tako da pričakujte v naslednjih dneh spet nov video. Res se bom potrudil zdaj narediti ful dober content, ful imam enih stvari pripravljenih, norih stvari, plus to vam lahko povem, skrivnost, pejte malo bližje. Ajde, bom jaz šel bližje. Baje, vsem to vam lahko povem, kmalu bom učil slavne ljudi magic trike, spravi čarovniške trike. Ja, predstavljate si Borut Pahor s klobukom, kako dela trike, to vas čaka, tako da ostanite tu. Tako da to je to, Magiki, najlepša hvala, da ste ostali do konca z menoj. Kliknite like, sledite mi na Instagramu, za tiste, ki še niste. Naročite se na moj kanal, pa bodite pozitivni še naprej. Se vidimo v naslednjem zelo kmalu videu. Hvala lepa, čau!